Smo že pri enem od najbolj pogostih predelov človeškega telesa, ki je zelo pogosto poškodovan, to je kolenski sklep in pa vse te pripadajoče mišice okoli. Namreč pri tem predelu nam masažna pištola še posebej zelo prav pride. Tukaj bi izpostavil mogoče preobremenitvene poškodbe, kot so tekaško koleno, tukaj bova šla na mišico TFL, in pa poškodbe, kot so čisto akutne poškodbe. Če ste imeli recimo strgane križne vezi, padci, kakšni zlomi kolen, tako meniskusi, ali pa po operaciji, da ste imeli koleno dlje časa v kakšnih opornicah in podobno. Top, v takih primerih masaža, nujna stvar, gib, nujna stvar, da sploh koleno sprovedete nazaj, dobite nazaj funkcijo. Ok, deva kar začeti mogoče s sproščanjem TFL-ja. In sicer TFL, ki poteka vse od kje? Tukaj le gor? Spet smo pri tej naši medenični kosti, zelo kratka mišica in poteka pa, oziroma njena tetiva se pa po celi dolžini stegna do zunanjega. Tako, zunanji del stegna do zunanjega dela kolena. Tako da, ja, kakšni tekači, vam je mogoče znano tekaško koleno, kolesari, mogoče malo tako kontradiktorno, da ne masiramo kolena, ampak gremo odsem gor na medenice masirati, pa dosežemo boljše rezultate. Boljše rezultate, zato ker tukaj je dejansko kaj? Stranski del zadnjične mišice. Tukaj je najboljše imeti kako? Nogo stegneno ali pokrčeno? V bistvu je tako razbremenjeno. Jaz bi dala na boku, pa da daš nekaj vmes med noge, da ni mišica. Zato tako, ko gre koleno dol, da pnemo mišice, pa mogoče ni v takem, ni optimalnem položaju, da bi jo masirali. Tako da nekaj med kolena, pa pol... Pa verjetno ni nič navarno, če se gre dol po tem hrustančnem tkivu, kot potem naprej TFL. Ne, ni nobene nevarnosti. In pač ne bo prijetno, pa tudi tako, nekaj učinka ful ne bo, no, je res bolj pomembno, da se tukaj posvetimo mišici. Ok, super. Če gremo naprej na naslednje zadeve, bi izpostavil predvsem mogoče najbolj pozabljena zadeva pri bolečinah v kolenu, kot jaz opažam, je, da če vas koleno boli takole, recimo nekje spredaj ali pa tudi ob strani, pa da se ta bolečina kar tako naenkrat pojavlja. Dale sploh pogosto to videvam, tudi po času karantene, pa ko so ljudje dlje časa bili doma, pa pol začnejo s košarko ali pa s tekom, ali pa kaj takega, in koleno pride v kompresijo. To pomeni, da se sam sklep majčkeno zakrči skupaj in ne teče več kolenski sklep lepo. In v tem primeru ful dobro učinkuje, če vi sprostite predvsem mišice pokrite ust in pa zgornji del meč. To je mišica tik za kolenom. Tako, to je mišica tik za kolenom. Zdaj se mogoče lahko tako obrneš. Super. To je mišica tik za kolenom in pa zgornji del meč. In ta del morate zelo dobro zmasirati z pištolo. Kako to naredite? Ja, boste tako na boku, ležite ali pa sedite, to bi bil po moje, če delate sami, najboljši način. Ampak tukaj morate kar konkretno pritisniti, tukaj morate imeti vilčko, greste tako kar globoko noter in spet, poglejte, če so kakšne trigger točke, tukaj lahko kar zelo hitro zaboli, to je ponovadi znak, da lahko je trigger točka in vam bo tudi spustilo, če boste seveda malo ustrajali, more malo boleti. Boste videli, bolečine v kolenu bojo kar hitro lahko zvidni. Zdaj, kaj pa delati, kakšno vajo? Ja, v tem primeru bi svetoval, predvsem, če recimo narediva dvigane prsti so tukaj, ker tukaj so v bistvu gležnjanske mišice, tako, torej dvigane prste za iztegnjeno nogo ali pa za pokrčeno nogo, tako, ja, da spet dobite nazaj funkcijo za koleno. Ok, bi pri kolenu ti še kaj omenila mogoče medialno glavo? Ja, itak celotno stegensko mišice lahko pride. Trigger točke so pogoste tudi nekje tle vmes, na sredini mišice, tle višje gor se pojavljajo rade. Tako da dejansko kar celo mišico. Zdaj tu stegenska mišica je najbolj dostopna za samo masažo, tako da zato je tudi največkrat prikazana. Ampak tako, fajn je, da z neko namero delamo, da vemo, zakaj delamo. Vse zato pa vam razlagamo. Tako je. Mogoče bi res sam izpostavila, pri kolenu, bolečinah v kolenu se tle tik nad pohatco rade pojavljajo trigger točke, sploh na tej notranji strani. Tako da tukaj kar res fajn pritisniti, pa dodajati gibe. Lahko tudi tako malo stopalo vzamete, obrnete navzven, pa istočasno, ko pritiskate, iztegujete, pa krčite koleno. Lahko tudi malo zadržite, mogoče v tem iztegnjenem položaju, da malo aktivirate mišico, pa pol sprostite nazaj, pa spet. In se premikate, tako raziskujte mišico, dajte malo pritiskati in boste sigurno dobili. Različne postavitve, boste videli, kje so trigger točke, saj jih boste najdeli. Tako da kar bi pa jaz za konec še dodal je pa to, da ne mislite, da če so bolečine spredaj v kolenu, da morate sam dati
tisti del masirati, tisto mišico. Ne pozabiti, da, kot sem prej rekel, tele zadnji del mečnih mišic, pa tudi spodnji del stegenskih mišic pogosto vpliva na kompresijo v kolenu, kar posledično pripelje do bolečin, ki pa so spredaj. Tako da ne pozabite tega sproščati. Pa še, mogoče čisto zadnja stvar, ne pozabiti pri kolenu, sploh če ste imeli kakšno akutno poškodbo pred kratkim, pa da koleno dolg časa ni bilo aktivno. Ne pozabiti, obvezno treba je tudi čez kostni del kolena. Torej, nič ni narobe, če greste z mašinico čez kostni del. Tako, v tem primeru lahko pravite tale gumijast nastavek, ki je malo bolj prijazen za malo bolj prijazen tako za pokosti, ampak seveda, če ste, recimo, taki kot sem jaz bi pri sebi sigurno uporabil tudi tega, ki je malo bolj močan. Zakaj? Ker preprosto te vibracije vam bojo pomagale, da koleno spet date nazaj v boljše gibanje. In seveda, zraven gibajte, vi sproščate in pol gibate. To je to. Gremo lahko kar na gležnčke, še nižje, gležno in stopali.